Dober dan. Danes sem za vas eno ful fajn temo, oziroma vsaj meni se zdi fajna, oziroma tudi še kar pomembna. In sicer, kako optimizirati naše delovno okolje. Zdaj pogledali si bomo, kako izboljšati naš fokus, kako izboljšati našo budnost, oziroma alertness po angleško. Pogledali si bomo tudi, kako lahko znižamo bolečine, če se pojavljajo v vratu ali pa v križu, ko se ponavadi pojavljajo, če veliko sedimo, ali pa kako da sploh pač ne pride do tega. Pa malo si bomo tudi pogledali, glede na to, da je ene par dobrih raziskav zunaj, kako lahko lažje preklopimo naprimer iz kreativnosti v neko logično mišljenje, oziroma da je tisto logično mišljenje, ko ga rabimo, če delamo kako bolj analitično stvar, pač da še povečamo tisto logično razmišljanje oziroma procese v možganih, ki lahko povečajo oziroma zoptimizirajo logično razmišljanje. Še prej pa, da gremo na vlog, bi se pa rad po dolgem cajtu zahvalil spet mojim Patreon podpornikom, ki še vedno sledijo oziroma so v moji skupini. Eni že več kot 2 leti, oziroma tam približno 2 leti, ene pari novih. V glavnem, hvala za vašo podporo. Brez mojih Patreonov, naprimer, tudi vlogi ne bi bili tako kvalitetni, ko so, zaradi tega, ker tudi iz njihove strani dobim idejo, kaj popraviti, oziroma o čem govoriti, oziroma na kak način govoriti. Tako da, hvala vsem mojim Patreon podpornikom, da ste še vedno v skupini in me podpirate. Ok, zdaj da gremo na vlog. Ok, prva stvar, o kateri bomo govorili, je, ali je bolj sedeti ali je bolj stati. Oziroma, ali je bolj hoditi, tako so ene une mize, ko pač imaš treadmill oziroma tekaško stezo in ti hodiš medtem, ko delaš. Zdaj, raziskave, in to dejansko kvalitetne peer review raziskave, kažejo, da je v bistvu kombinacija sedenja in stanja najboljša. V raziskavah se je pokazalo, da je najboljš, da naprimer, če začnemo sedeti, da sedimo od 10 do 30 minut in pol zamenjamo, pa stojimo 10 do 30 minut. To se zaenkrat v raziskavah kaže za najbolj učinkovito. V raziskavah se je pokazala tudi še ena stvar, in sicer, da je po približno 45 minutah aktivnega sedenja ali pa stanja, oziroma ukvarjanja z nekim problemom, oziroma pač karkoli delamo na našem delovnem prostoru, je najboljš iti za 5 do 10 minut na en sprehod. Ni potrebno, pač gledali so tudi razliko, a je boljš, če hodiš, pač če greš na sprehod, a je boljš kupiti kar mizo, da imaš, da skozi hodiš. Ne, dejansko lahko sediš, ne vem, 20-25 minut, stojiš 20-25 minut in pogreš za 5 do 10 minut na nek sprehod. Raziskava je naprimer gledala tudi, da so ljudje menjavali med navadno mizo, pa med uno mizo, ko jo imajo ponavadi, ne vem, arhitekti ali pa kdorkoli tisto mizo uporablja, ko se lahko naredi rahel naklon na mizi, ko je za risati. Če 30 minut sediš za eno mizo, pa 30 minut sediš za drugo mizo, se je pokazalo v raziskavah, da je ful učinkovita zadeva za zmanjšanje bolečine, predvsem v predelu vrata, tule zaradi tega, ker pač vsi, ko smo za mizo, gledamo dol in se zmanjšajo pač dejansko težave zaradi naše posture. Zdaj, da še na koncu tega segmenta, ko govorimo o stanju ali pa sedenju, izpostavim te mize, ko pač lahko hodiš, na njih se pravi treadmill/miza. A so fajne ali ne, oziroma so boljše ali ne. Raziskave dejansko kažejo, da za nekatere stvari so boljše, za nekatere pa ne. Predvsem se kaže, da imajo te mize naprimer pozitivni učinek na našo pozornost. So pa naprimer druge raziskave pokazale, da imajo negativen vpliv, oziroma niti ne negativni vpliv, ampak slabši vpliv na verbalni spomin v primerjavi z stacionarnimi mizami, kjerkoli zdaj miza pač to je, ali je una risarna oziroma risarska, ne vem, kako se imenuje, ali je una navadna ravna miza, tudi treadmill/miza ima slabši učinek na verbalni spomin. Tako da zdaj odvisno, kaj to delamo, zdaj pač uporabimo pol eno ali pa drugo. Ok, druga točka, ko jo bomo naslovili, je kam postaviti ekran oziroma naš pogled, kam usmeriti naš pogled, da bomo zvišali oziroma znižali našo pozornost med tem, oziroma celo podaljšali našo pozornost med tem, ko moramo nekaj delati. In to je ful pomembno. Evolucija je poskrbela, da imamo mi v očeh določene nevrone, ko reagirajo oziroma sporočajo določene signale telesu, glede na to, kam mi gledamo. In zdaj v tem našem primeru je ful pomembno, a mi gledamo dol, se pravi v spodnji del ekrana, oziroma a moramo imeti glavo obrnjeno navzdol, da vidimo ekran, ali moramo glavo imeti obrnjeno navzgor, da pač vidimo ekran. To je pomembno zaradi tega, ker obstajajo eni nevroni v naših očeh, ko mi pogledamo navzdol, oziroma ko dlje časa gledamo navzdol, povzročajo aktivacijo živčnih povezav, ki povzročajo dejansko zaspanost. To je pa zaradi tega, ker ko mi gledamo navzdol, oziroma ko so naše veke malo bolj zaprte,
oziroma je naša glava nagnjena navzdol, povzročajo aktivacijo parasimpatika oziroma sistema za pomerjanje oziroma enega dela centralnega živčnega sistema, ko skrbi, da smo mi mirni. Zato se tudi pač velikokrat priporoča, da je ekran oziroma pač karkoli pač gledamo, da je malo višje od naše glave, zaradi tega, da smo vsaj da gledamo naravnost oziroma navzgor. Se pravi, ekran, ko ga bomo imeli postavljenega na način, da bomo mogli gledati iz viška na njega oziroma navzdol, bo povzročal manjšo pozornost oziroma krajšo pozornost, zaradi tega, ker bo povzročal aktivacijo parasimpatika, ki bo povzročal zaspanost. Teda najboljše imeti ekran vsaj direktno pred nami, da imamo lepo vzravnan vrat pa glavo, ali pa najboljše bi bilo, da ga imamo malo više, da moramo čist malo grmeti zasukano glavo. Ker bomo s tem ne samo, da bo fokus boljši, tudi daljši oziroma dlje bomo lahko držali bolj učinkovit oziroma bolj optimalen fokus. Ok, zdaj pa čas, ko se bomo mi učili oziroma pač delali neko delo v našem workspaceu, je pa tudi pač ena izmed, po mojem mnenju, bolj pomembnih stvari. Zdaj, prvo, kar je potrebno vedeti, je, da smo si vsi različni in zdaj to so bolj okviri, ki jih kažejo raziskave. Imamo ljudi, ko imajo cirkadiane ritme čisto drugačni. Nočne ptice dejansko obstajajo, pač ljudje so genetsko nagnjeni bolj k temu, da se težje zbudijo hitro, naprimer, da lahko šele ob 10 začnejo delovati. To dejansko ni sam mit, ampak pač dejansko obstaja. To so zdaj neki posplošeni iz raziskav parametri, kjer bi bilo za večino populacije najlažje izvajati najbolj optimalno delo. Zdaj dan bomo razdelili na 3 faze in bomo začeli s prvo fazo, ki se dogaja nič do 8 ur potem, ko se zbudimo. V tej fazi so naprimer komponente, tako sta adrenalin, ali pa kortizol, ali pa noradrenalin, ki je pač sam adrenalin v možganih, so v najvišjih nivojih pri večini populacije. In se tudi kaže v raziskavah in pač določeni ljudje priporočajo, da če moramo delati neko zelo zahtevno kognitivno delo, se dela v teh prvih 8 urah potem, ko se mi zbudimo. Zdaj določene stvari, tako so naprimer delno postenje oziroma predvsem time restricted eating, gledanje svetlobe oziroma zaznavanje svetlobe čim prej potem, ko se zbudimo, pa hladne kopeli lahko pomagajo te nivoje teh komponent, ki sem jih prej omenil, še malo zvišati, kar pomeni, da je lahko fokus oziroma naša produktivnost še višja. Ampak, tako sem rekel, to ne bo za vsakega isto, zato je treba pač testirati pri sebi, kaj ti paše, kako lahko še izboljšaš. Jaz, naprimer, zjutraj, ko se zbudim, jaz itak izvajam time restricted feeding in jem šele okoli 10 do 11, odvisno od dneva. In v tistih urah od 5 pa do 10 lahko naredim največ dela, oziroma celo imam tako prilagojen dan, da v tistih 5 urah naredim vse delo, kar imam planirano za tisti dan, kar se tiče pisanja objav, branja člankov, pisanja jedilnikov, planov prehrane, pač karkoli se dogaja v zvezi s kognicijo, naredim v tistem prvem delu. In odkar to delam, se mi zdi, da pač dejansko je moja produktivnost višja. Itak podprem še z sprehodom zjutraj takoj, da vidim čim prej sončne žarke, oziroma predvsem, da moje telo zazna sončne žarke, in pa z fastingom, tako sem že rekel, oziroma z eno verzijo delnega postenja, in pa dodajam itak še hladne kopeli, zaradi tega, ker so pač raziskave pokazale, da se lahko adrenalin v možganih dvigne za do 200%, kar pa brez dvoma poviša fokus. Potem imamo fazo 2 v dnevu, ki se pa dogaja 9 pa tam do 16 ur potem, ko se mi zbudimo. Zdaj tule so pri večini populacije spet so najvišji nivoji serotonina, predvsem v možganih, kar pomeni, da smo v bistvu bolj taki mirni oziroma zrelaksirani in se v raziskavah kaže oziroma nevroznanstveniki bi priporočali oziroma priporočajo, da se v tem delu dneva, oziroma serotonin pomeni, da bo v tem delu dneva najboljš neki brainstormati oziroma iskati nove ideje. Zato, ko smo mirni, nimamo povišenega adrenalina in se nam nikamor ne mudi. Teda ta druga faza bi jaz priporočal, da se uporablja za brainstorming. Potem je pa še zadnja faza, to je pa pač tretja faza, ki traja od 17 pa do 24 ur približno, potem, ko smo se zbudili. Zdaj, v tem času je pa naravno bi moglo biti telo že proti oni utrujenosti, ko pač čutimo, da postajamo počasi zaspani, utrujeni, da ne moramo držati nekega fokusa, tako da bi ga lahko naprimer zjutraj. V tej fazi jaz zdaj osebno ne priporočam, da se izvaja nobeno delo, še posebej ne neko težko, zahtevno mentalno delo, zaradi tega, ker prvo kot prvo nas bo zbudilo, bo dvignalo mogoče tudi adrenalin, bomo težje pol spali, kar pomeni, da bo spanc manj kvaliteten, kar pomeni, da se bo informacije, ko smo si mogli pač jih zapomniti mogoče, bo se manj zadržale, zaradi tega, ker bo spanc manj kvaliteten.
Ampak itak pride tudi kdaj tek, da pač ne vem, se moraš učiti za nek izpit, pa pač potegneš pol malo bolj pozno proti večeru. Ali pa tudi eni pač potegnejo v jutranje ure. Ni sicer najboljš, se tudi kaže, da je manj učinkovito kot pa neko sprotno učenje, ampak o tem lahko druge oziroma drugič govorim. Važno je, da pač veste, da v 17 do 14 ur po bujenju ne bo najbolj optimalno oziroma bo najmanj optimalno zdaj nekaj ful težkega razmišljati. Ok, kaj pa zvok? Zvok je pa četrta stvar, o kateri bomo govorili. Zdaj to je meni v bistvu ful zanimivo, zaradi tega, ker so dejansko kvalitetne raziskave, ki bojo zdaj podprle to, kar bom rekel. In sicer binauralni bici oziroma binauralni zvoki, ne vem, kako se točno po slovensko reče, mislim, da tak, so dejansko bili pokazani, da lahko samo določeni, naprimer pink noise, pa white noise, pa mislim, da še brown noise, bom itak delil raziskave pa linke v Patreon skupino tudi, pa tule gor se bo še kaj pokazalo, so dejansko bili pokazani, da so povišali kreativnost v roku do 45 minut dela. Se pravi, ko začneš, pa 45 minut. So bili pa pokazani, da bojo znižali produktivnost, če se delo vleče več ur. Zdaj je spet tak, enemu ful paše tišina, enemu pa ful paše, da ima nek background noise. In v raziskavah se dejansko kaže, da tistim, ko rabijo nekaj odzadaj, da se nekaj dogaja, so pink, white pa brown noise najbolj optimalni za povišanje performansa iz vidika kognicije, če delo intenzivno traja do 45 minut, pa smo tako prej rekli, v tistih 45 minutah se malo presedaš iz stoje v sede, pogreš pa po 45 minutah na 10-minutni sprehod. In potem lahko narediš še eno tako rundo, pa spet uporabiš white noise oziroma pink noise. Tudi tule ne rabiš nič kupovati zaradi tega, ker so aplikacije zastonj na pač Google Play ali pa Apple, karkoli ima Apple, ali pa na YouTube. Teda tudi to je čist pač zastonj lahko. Zdaj pa še čist na hitro, kaj sploh so to binauralni zvoki. To je v bistvu tip glasbe, zvoka, karkoli, ko ti na eni strani v eno uho predvaja ene herce, pa v drugo stran druge herce. In pol telo, oziroma naš organ, ki zaznava zvok, to združi in proizvede druge, oziroma on zazna druge herce. In zdaj se je pokazalo, da binaural beats, bom zdaj te govoril, zato ko je lažje, kot vem, da je čist prav, v 40 hercih dejansko pozitivno vplivajo na določene aspekte kognicije. Najbolj se dejansko kažejo v raziskavah, da znižuje anxiety, se pravi, ne vem, če se moramo mogoče kaj učiti, pa smo živčni, bo verjetno komu pomagalo, če si bo dal binaural beats gor, pa zvišujejo tudi creativity. Se pravi, nasploh pač neko kreativnost med tem, ko pač mi rešujemo neke kognitivne zahtevne stvari. Potem pa še zadnja stvar, ki je sicer tudi spet pač zelo pomembna, in to je, kako izgleda naša soba. Zdaj tukaj se bomo predvsem pogovarjali o, zdaj spet nekaj se po slovensko to reče, efekt katedrale, drugače cathedral efekt. Tako da bom tukaj delil, kaj to pomeni, da ne bom zrabil zdaj razlagati. Ampak pokazalo se je, da manjše, ko je naše vidno polje, bolj smo lahko sfokusirani, večje, ko je naše vidno polje, bolj smo lahko kreativni. Tako da zdaj spet, odvisno kaj moramo mi narediti, lahko določeno sobo oziroma določen prostor, kjer pač mi delamo, tudi uporabimo v naš prid oziroma vsaj vemo, kaj nam ne bo glih najbolj koristilo. Ful veliko imajo pri tem na primer stropi. Višji strop bo ful bolj sprožil kreativno mišljenje, pa neko bolj abstraktno razmišljanje, nižji strop bo pa ful bolj sprožil oziroma bomo ful bolj lahko sfokusirani. Zaradi tega, ker je pač nasploh manj stvari, kot naša periferija oziroma naši možgani še zaznajo poleg tega, kar mi zavedno zaznavamo. Pa to zdaj ne govorimo o tem, da je en strop visok 2 metra, en strop je pa visok 6 metrov. Dejansko so se pokazali razlike v razmišljanju oziroma o kogniciji ljudi pri ful malih razlikah v višini stropa. In to zdaj govorim naprimer o ena raziskava, ko je pokazala naprimer 60 cm. 60 cm razlike je že povzročilo, da so se možganski valovi oziroma da se je kognicija premaknila iz kreativnosti v bolj abstraktno razmišljanje, pa glih obratno. Ok, in zdaj kaj lahko v bistvu iz tega potegnemo? Prvo kot prvo, za vsakega bo drugač, zaradi tega, ker smo si pač ljudje različni. Enim pa še to, enim pa še drugo. Meni osebno paše, tako sem rekel, v prvih 5 urah, ko se zbudim, se pravi od 5 pa do 10, naredim vse svoje delo, kar se tiče strank, kar se tiče nekega bolj težkega razmišljanja, se pravi branje člankov, pisanje objav, neke analize, karkoli. Pa pač v tisti drugi fazi dneva, tako piše serotonin, ko je bolj dominanten v možganih, takrat lahko malo lažje razmišljamo, to je tako smo rekli 9 do približno 16 ur potem, ko se zbudimo. Takrat bomo lahko bolj kreativni, takrat bomo mogoče brainstormali kakšne nove ideje, zdaj ne vem, v mojem primeru pač brainstormam lahko kakšne nove objave oziroma nove naslove za vlog oziroma teme. Pol v zadnjem delu dneva pa tako se pač priporoča, tudi jaz osebno itak vidim, da ne morem tudi, če bi hotel,
neki ful, da bi se zdaj sfokusiral v neko delo. Tudi če je treba kdaj kaj zrihtati, da ko pridem domov, pa moram plan prehrane spremeniti ali pa karkoli, vidim, da imam veliko manj fokusa, da veliko težje se spomnim kakšne nove ideje oziroma kako bi kaj zrihtal, kot pa v jutranjih urah. Zdaj jaz, tako sem rekel, podprem tudi z fastingom, z hladnim tušom pa z sprehodom zjutraj, ampak to bo pač spet za vsakega drugače. Važno je, da vemo, da so okviri sedenja približno 10 do 30 minut, okviri stanja isto od 10 do 30 minut, po vsake 45 minut naredimo približno 5 do 10 minut pauze, naredimo ali nek sprehod, ali gremo vsaj na teraso, ali pa če smo v bloku, gremo na okno, da pač malo razširimo naš pogled, da vidimo bolj panoramski pogled, takrat se tudi stres malo zniža. To tudi sem že govoril, da ne bom zdaj govoril zakaj. To je v bistvu to. Jaz mislim, da si lahko s temi 5 stvarmi, ko smo jih danes obdelali, načeloma vsak pomaga vsaj malo izboljšati njegovo kreativnost ali pa fokus ali pa pač da ve, kaj narediti. Predvsem bi najbolj priporočil pogled, da je ekran višji od naših oči oziroma vsaj v liniji naših oči, že sam zaradi vidika posture, zaradi tega, ker se pač bolj pojavljajo težave v križu, v vratu, zategnjenost lopatic oziroma predvsem, da ljudi naprej vleče, da smo celi izključeni, kar pol spet povzroča samo po sebi že bolj zaspanost, nižji fokus, zaradi tega, ker si cel skručen skup. Pa tudi pojavljajo se bolečine v medeničnem dnu, se glih ne pojavi zdaj bolečina, ampak vpliva na moč oziroma vpliva na pozicijo same medenice, če mi zdaj skozi sedimo. Tako da, to je v bistvu to. Jaz upam, da bo komu kaj pomagalo, pa se vidimo naslednjo vlogo. Ajde.